Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Matjaž Marovt, vi ste operativni direktor v Adria Mobil. Ja, res je, mi temu pravimo industrijski direktor, ampak dejstvo je, te, bi rekel, operacije od naročila do samega produkta, ki je pripravljen za odpremo, je nekako moje področje dela v Adriji. Povejte nam, v čem je skrivnost podjetja Adria Mobil, namreč lani ste bili tovarna leta. Ja, res je, s ponosom nosimo ta naziv. Adria Mobil je res zgodba o uspehu, ki je kombinacija tradicije, inovativnosti, poznavanja branže, prilagajanja kupcev, pa tudi nekaj, bi rekel, malo po moje srečnih okoliščin. Adria je nastala 60 let nazaj. Nastala je tipično, bi rekel, tako kot so nastajala izvozna podjetja v tistem času. IMV je potreboval devize in je mogel najti produkt, ki je bil predvsem izvozno usmerjen, da je te devize dobil, da je lahko kupoval rezervne dele oziroma sestavne dele za avtomobile, ki jih je sestavljal. Zato ni naključje, da je bila prva prikolica ne prodana v Sloveniji, ampak na Švedskem. Bila je narejena za Švedsko, skupaj so z, mislim, da švedskim trgovcem prišli do modela, ki se je takrat prodajal, in od takrat naprej je Adria ves čas močno izvozno podjetje. Mi naredimo za slovenski trg manj kot 1% naše proizvodnje. To nas dela drugačne od vseh naših konkurentov, ki so zelo usmerjeni na domača tržišča in potem nekaj tudi izvozijo. Recimo, nemški proizvajalci, njihovo domicilno tržišče je seveda nemško, kot najboljše evropsko tržišče za našo industrijo, in potem tudi izvažajo. Za razliko od Adrije, ki mora biti pa v bistvu na vsakem trgu, vsak trg nam je tuj. In zaradi tega moramo biti, bi rekel, bolj inovativni, bolj tekmovalni, bolj univerzalni. In to nas dela unikatno in močno. Vendar vse to, kar pravite, pomeni, da vam te trenutne geopolitične razmere niso najbolj naklonjene. Cena goriva, vse manj naj bi potovali. Torej, kako se spopadate s temi težavami? No, trenutno trg ne zaznava teh problemov. Rečemo še. To moramo tudi vedeti, da je ta trg precej tradicionalen. Povprečna starost naših uporabnikov je 57 let. To pomeni, da so to dobro situirani ljudje, ki so, bi rekel, tik pred upokojitvijo ali pa predvsem upokojenci. In oni se ne odzivajo na krize tako, bi rekel, nervozno, kot se recimo bolj aktivno prebivalstvo ali pa malo mlajši. Ampak definitivno pri vsaki krizi se z zamikom pozna tudi vpliv. Če bo cena goriva visoka, je možno, da se bo poznalo v naši branži. Še večji problem bo, če bodo ljudje postali previdni, zaradi tega, ker avtodom si kupiš kot takrat, ko imaš, recimo temu, viška denarja. In če so ljudje previdni, potem rajši rečejo, letos ne, drugo leto ne, potem pa. In to se nam pa močno pozna v naročilih. Kaj to pomeni glede vašega poslovnega načrtovanja, recimo just in time, just in case? Kako vi uravnavate to? Čakate na naročilo ali mogoče delate kaj na zalogo? Kaj zdaj to pomeni? Naš operativni model je make to order. To pomeni, mi delamo vedno po naročilih. To nas dela tudi, bi rekel, močne, ravno v kriznih časih. Res je, da se zgodi, kot se je recimo zgodilo leta 2008, ko je na vsem lepem naročilna knjiga ostala prazna. In če imaš naročilno knjigo prazno, pač nimaš proizvodnje. Po drugi strani se nam na ta način ne nabirajo težko prodajljive zaloge. To pomeni, Adria nekako v 3, 4, 5 mesecev naprej vidi naročila končnih uporabnikov, dilerjev, distributerjev in delamo skladno s temi naročili. Tako da to krizo mi občutimo kot, bi rekel, rečemo temu, harmoniko,
ko je kriza, se ta naročilno obdobje stisne, ko je, bi rekel, v covidnem obdobju, recimo, je to naročilno obdobje naraslo tudi na leto dni. Znano je bilo, na Adrijine produkte se je čakalo leto dni. In to je v bistvu potem odslikava dejanskega trga. Kaj pa vse to pomeni za celotno logistiko? Tu smo vendarle na kongresu. Obstaja kakšna formula, kakšno priporočilo? Jaz sem pred Adrijo delal 22 let v Gorenju. In za Gorenje je bilo značilno, da smo, ker sem bil tudi direktor nabave, morali veliko naročil forecastirati. To pomeni, nismo imeli trdnih naročil v ozadju in smo predvidevali, katere materijale v kakšnem obdobju potrebujemo in tako naprej. Ko sem prišel v Adrijo, sem rekel, to je mnogo bolje, če vidiš za celotno naročilno obdobje za komponente, če vidiš naročila. In dejansko mi razen za recimo neke materijale, kjer rabimo napovedovati 6 mesecev, 9 mesecev, več je skoraj ne, napovedujemo iz nekih letnih načrtov, sicer pa dejansko nam ta sistem naročanja, kot sem vam ga prej opisal, omogoča, da mi naročila za naše dobavitelje oblikujemo iz dejanskih potreb, ki izvirajo iz naročil naših kupcev. Kako vam pri vsem tem pomaga umetna inteligenca? Namreč velja neko prepričanje, najbrž je resnično, lahko mi to vi potrdite ali zanikate, da se seveda umetna inteligenca v Sloveniji in v slovenski industriji in logistiki uvaja prepočasi. Vsekakor se uvaja prepočasi, ker dejansko se to področje tako noro razvija, da mu težko slediš. Jaz verjamem, da bi lahko že danes umetno inteligenco uporabljali predvsem pri našem planiranju. Ker dejansko sestava enega proizvodnega načrta je kombinacija mnogoterih kriterijev. In to danes dela človek. Kriterijev je omejeno mnogo, kar je, bi rekel, dejansko odlično področje dela za umetno inteligenco. O tem razmišljamo. Mi že danes uporabljamo lokalno generativno umetno inteligenco, to pomeni samo na naših podatkih. In trenutno delamo projekt poprodajnih informacij, ker ta segment je še mnogo bolj kompleksen kot pa recimo ta supply chain. Namreč mi imamo v Evropi 400 dilerjev. Še več je delavnic, ki popravljajo naše proizvode. In dobiti informacijo o teh popravilih in iz nje dejansko neke napotke, kaj je treba na produktih izboljšati, je skoraj misija nemogoče. In z umetno inteligenco, ki zna prevajati, ki zna vse jezike, ki zna kombinirati in tako naprej, si nadejamo, da bomo prišli do mnogo boljših podatkov. No, na podlagi izkušenj iz tega projekta bomo naslednjo fazo sigurno šli tudi na proces planiranja z umetno inteligenco. To se pravi planiranje virov podjetja, tako imenovani ERP sistem. Tako. Oziroma, če rečemo bolj ožje, šli bi na plansko tablo. ERP je vsesplošen pojem za sistem in planiranja, in naročanja, in izračunavanja potreb in tako naprej. Nam trenutno, bi rekel, je največji izziv ravno sestava te planske table, iz katere vsi podatki v ERP-ju potem izvirajo. Tako da šli bi ožje, ne celotni ERP, ampak na področje planskih tabel. Kaj je tu največji izziv? S čim se boste najbolj ukvarjali? Jaz ne pričakujem problemov pri tem projektu, bolj bi rekel izzive. Kako prepoznati napake v tem sistemu, ker tisti, ki je kdaj uporabljal generativne umetno-inteligenčne sisteme, ve, da so včasih, bi rekel, simpatično napačne podatke dajejo. In je treba prepoznavati, kdaj je ta podatek napačen, da je točen.
In jaz mislim, da bo to na začetku največji izziv, do katere mere zaupati umetni inteligenci in do katere kontrolne mehanizme vpeljati, da slučajno nas ne bodo z umetno inteligenco pripravljeni podatki zavedli. To mislim, da bo največji izziv na začetku. Vsi se bomo učili, a ne? In jaz verjamem, da ta prva faza bo zahtevala veliko previdnosti. Prepričan sem pa, da definitivno v nekaj letih to ne bo več opravilo, ki bi ga človek opravljal. Ti kontrolni mehanizmi, kako jih boste oblikovali, na podlagi česa? Težko rečem. Predvsem bi rekel intuitivno, ne bo to nek sofisticiran sistem, preprosto bo, mi že danes imamo sistem, mi mu rečemo planska konferenca, ko se sestavi planska tabla, se nas zbere, rekel, vsa področja, ki dejansko delamo po teh pripravljenih proizvodnih načrtih, in pregledujemo, ali se nam zdijo zaporedja, količine, bi rekel, sestava delovnih nalogov logična ali ne. Recimo, naš največji izziv je, recimo, zbiramo naročila produktov, ki so že na trgu. In v ta plan vpeljujemo nove produkte. Kdaj novi produkt, s kakšnim zamikom, da bo pripravljen, v kakšni količini. To je tisto, o čemer se mi pogovarjamo, in ta kontrolni mehanizem bo ostal tudi takrat, ko bo plansko tablo sestavila umetna inteligenca. Tako si predstavljam, nismo še pa naredili kakega posebnega načrta. Torej, ta planska tabla, to načrtovanje vsebuje prav gotovo načrtovanje financ, kadrov, logistike, oskrbovalne verige, zdaj tudi proizvodnje. Kaj od tega je najbolj zapleteno? Najbolj zapleteno je obvladovanje dobaviteljske verige. Sploh v primeru Adrie je dobaviteljska veriga izjemno zapletena, zaradi tega, ker vsak naš produkt ima v povprečju rečeva 2500 sestavnih delov. In ti sestavni deli, to niso, bi rekel, na nivoju vijaka. Sestavni del je en hladilnik, en toaletni prostor, en kuhalnik, omenili smo samo 3 od 2500 sestavnih delov. In dobave teh sestavnih delov so izjemno različne. Nekdo zahteva 6 mesecev naprej naročila, nekdo jih bo dobavljal na minuto natančno in tako naprej. In ravno to, da mi iz produkta, ki se je znašel v terminskem planu, kdaj bo narejen, zavrtimo in načrtujemo celo dobavno verigo, je naš največji izziv. Zdaj, ali je po vašem mnenju slovenski logistični prostor že zrel za deljenje kapacitet, pa tudi podatkov, tudi s to umetno inteligenco med konkurenčnimi podjetji? Pravilo deljenja podatkov med konkurenčnimi podjetji je vedno izziv, po drugi strani pa se podjetja tega ne branijo, dokler ne posega v njihovo konkurenčnost. Da ponazorim to z primerom Adrie. Mi v Adrii natančno vemo in si tudi podjetja v Evropi pri tem pomagajo, natančno vemo, koliko je kdo v katerem času prodal. Pa bi človek rekel, to je velika skrivnost podjetja, ampak v naši branži ne. Ugotovili smo, ker recimo registracije ne morejo ostati skrite, ker je pač to javna informacija o številu registriranih vozil, in na podlagi tega se je razvil model, kjer v naši industriji za čisto vsako blagovno znamko, za vsak trg, za vsako obdobje točno vemo, kdaj je bil kakšen produkt prodan oziroma rečemo temu registriran na trgu. In to je en primer, kako podjetja, konkurenčna podjetja si izmenjujejo podatke, zato ker vsem koristijo in nikomur ne prinašajo konkurenčne prednosti. To pomeni, nihče ne izkorišča drugega. In to je nekako generalno pravilo za izmenjavo podatkov med konkurenco. Dokler si ti s temi podatki pomagaš in ne dobivaš prednosti pred konkurenco, se da vsak podatek med
konkurenčnimi podjetji deliti. Recimo logistika. Ne? Če neka logistika ne predstavlja, da jaz prepeljem od kraja A do kraja B neko blago in to meni ne predstavlja konkurenčno prednost, ne? Ampak bi jo pa optimiral in če jo lahko optimira s konkurenco, ki tudi mu ne predstavlja konkurenčno prednost, ne? Zakaj se ne bi jaz te podatke delil in celo optimiral mojo logistiko? Ne? Jo optimirate in za koliko? Mi, tako rekel, ne? Pri dobavah si seveda pomagamo s temi logističnimi verigami, ki so, 24/7. Ne? To pomeni, da jaz dobim neko pošiljko iz Nemčije, v končni fazi, imam nekega logista, pri katerem naročim storitev, v ozadju pa najverjetneje cela logistična veriga sodeluje pri tem, da jaz ta paket dobim. Ne? In to tudi včasih konkurenčna podjetja ali podjetja, ki so v teh cross-dockingih vključena in tako naprej. Logistika tudi v Evropi se predvsem spopada s kadrovskimi problemi. Kako to vpliva na vašo proizvodnjo? Probleme poznam, ker se seveda z logisti pogovarjamo. Do sedaj tega nismo čutili. To pomeni, naši logistični partnerji so do sedaj, brez kakršnih koli pritožb upravljali vse potrebne logistične dejavnosti. Vem pa, da imajo velike probleme, ker nam zaupajo, da iščejo šoferje na vzhodu, daljnem vzhodu in tako naprej. Da bi pa skozi operativno delovanje čutili te probleme, jih ne. Kje je po vašem mnenju ozko grlo te slovenske industrijske politike? Tako bi rekel, več jih je. Ne? Eno je definitivno obremenitev dela. Ne? Že dokaj povprečni inženir več kot pol svojih prihodkov daje državi, ne? Kar je, meni je to absurdno. Ne? Je res, da nismo v tem izjema, vse evropske države imajo zelo velike apetite, ne? Ampak kljub vsemu je pa za vrhunski kader to, bi rekel, en faktor bežanja, rečva temu. Ne? Recimo, moja oba sinova delata na Danskem, pa tudi od tam bi z veseljem šla, a ne? Zaradi tega, ker tudi Danska ima kar precej močan davčni primež in predvsem, ko ti zaslužiš nekoliko več, a ne? Imajo zelo visoke apetite, da bi večino tega pobrali. A ne? In to mislim, da ni v redu. Jaz tudi, rekel, moji kolegi, praktično lahko rečem, vsaki drugim, ko se pogovarjam, ima vse enega otroka v tujini, kar se mi zdi meni prava katastrofa. A ne? To je ena stvar. Druga stvar je, pa to sem že, mislim, da tudi povedal, z močno socialno državo, ki je potrebna, ne? Ampak mora biti ravno tako kot pri vzgoju otroka. Veste, če jih preveč razvadimo, a ne? Potem postanejo naš problem. A ne? In jaz pravim temu, da imamo mi permisivno vzgojo aktivnega delovnega prebivalstva s tem, da pravzaprav, če dela, če mu pa ne dela, se mu pa tudi nikjer nič ne pozna. Ne? Imamo zelo visoko bolniško zaradi tega, zelo težko načrtujemo delovne procese, ker ljudje, danes je, jutri ga ni, a ne? In tudi, bi rekel, nekateri ugotavljajo, a ne? Da pravzaprav, ko zgubi službo, da pravzaprav nič narobe. Ne? On ima ravno toliko denarja skozi socialne transfere, kot je imel prej, še malo več prostega časa, pa še kaj lahko strani zasluži. Ko bo to večina ljudi prepoznala, bo to kar precej velik problem. Slovenci smo bili znani kot pridni in vestni delavci, samo se mi zdi, da malo izgubljamo to konkurenčno prednost, ki smo jo imeli. Del tega kongresa, logističnega kongresa letos, je tudi hekaton mladih. Kaj bi svetovali mladim? Rekel, nekako že iz družinskih izkušenj. Oba moja sinova
sta delata v startupih, a ne? In vidim, koliko energije je v mladih, a ne? In dejstvo je, ko tudi iz lastnih izkušenj povem, ta idealizem, entuziazem je povezan z mladostjo, a ne? In jo s tem, ko postajamo starejši, to zgubljamo. Postajamo bolj previdni, bolj preračunljivi, seveda dobivamo izkušnje, kar je, bi rekel, dragocenost, recimo moje generacije, a ne? Dejstvo je pa, da mladi imajo pa ta, bi rekel, naboj, entuziazem, bi rekel, zagon in bi res vsakemu svetoval, da ga skuša v najboljši meri izkoristiti, a ne? Ker ne samo, da je to, mogoče se bo komu tudi poslovno ali pa finančno izplačalo, ampak to so tako dragocene izkušnje za življenje, a ne, da je treba to izkoristiti, je treba poskusiti, je treba, kaj jaz vem, ta startup, on startup, to idejo, to skušati se uveljaviti. Ni treba samo, recimo, kaj jaz vem, jaz sem tudi svojim sinovom rekel, ok, v šolo, ampak še nekaj, a ne. In oba sta v bistvu, predno sta končala študije, sta že razvila to svojo podjetniško žilico, raziskovalno žilico, strokovno žilico in to bi jaz priporočal mladim. Samo ne smejo obupati, a ne. To se pravi, ta veščina inovativnosti za mlade, kaj je bistvena veščina? Ja, ravno ta, bi rekel, zagon, entuziazem, videti stvari drugače, kot jih vidi nekdo, ki, ne vem, je že 30 let v nekem poslu, a ne, in ne smejo se bati tega izkoristiti, a ne. Zdaj, inovativnost je, ali pa inventivnost, rečeva temu, a ne, je malo triki, a ne, preprosto ne moreš reči, jaz bom pa inovativen. Invencija se rodi ali pa se ne rodi, ne. Mogoče jaz nikoli ne bom imel inventivne ideje v življenju, ne. In je treba pa sodelovati s takimi, ki imajo inventivno idejo, to so ravno ti startupi, ne, ki imajo praviloma enega, dva braina, ki sta si nekaj izmislila, potem pa cela ekipa pomaga to, bi rekel, udejanjiti, ne. Gospod Marovt, vi ste tudi član programskega odbora logističnega kongresa. Ali so te letošnje teme prave? Mi se veliko pogovarjamo v programskem odboru in predvsem je, mislim, da odlika tega kongresa, da so teme zelo heterogene. To pomeni, da vsakdo nekaj najde zase, pa ne bom rekel vsake teme, ampak veliko tem se dotaknemo, a ne? In ravno to je odlika in večkrat se pogovarjamo, zožiti temo, to pomeni tematiko, bolj usmerjeno in tako naprej, pa vedno pridemo do tega, da ravno tudi število ljudi, ki se udeleži kongresa, je za slovenske razmere, bi rekel, precej nad povprečjem, a ne. In ravno ta heterogenost tem, različni pristopi, živahnost, odprtost daje temu kongresu, bi rekel, to pravo kri, a ne. In nekako, res, da ima vsak kongres neko svojo, bi rekel, naslov, temo, ampak nekako se držimo tega, bolj kot je heterogeno, bolj dinamično je in bolj privlači različne udeležence. Gospod Matjaž Marovt, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam.